Življenje je kot sipek pesek, ki počasi polzi skozi peščeno uro. Ne da se ga ustaviti. Obletnice predstavljajo priložnost za spomine na tista pričakovana in nepričakovana srečanja, na srečne dneve otroštva, na prijateljstva, na mladost, da iz tega časa zberemo drobce misli in spominov. Vse, kar je bilo v teh letih ustvarjenega, je bilo odvisno od ljudi, ki so s svojim poslanstvom uresničili namen biti in obstajati. Tako je zgodba ob 80-letnici vrtca Ravne zgodba vseh, ki so mu dali dušo in prostorom življenje. Spoštovane, spoštovani, lepo pozdravljeni in dobrodošli ob 80-letnici vrtca Ravne na našem ponosnem skupnem jubileju, ki ga vsaj v mislih, če že ne s prisotnostjo, slavimo vsi, ki nam je vrtec Ravne pomenil nemalo komu prvo vzgojno-varstveno postojanko na svoji življenjski poti. Med nami poseben pozdrav namenjam ministru Republike Slovenije za vzgojo in izobraževanje, doktorju Vinku Logaju. Pozdrav v dobrodošlico namenjam tudi poslancu v Državnem zboru Republike Slovenije, gospodu Janiju Predniku. Pozdravljam tudi spoštovanega župana občine Ravne na Koroškem, doktorja Tomaža Rožena. Spoštovani podžupan Peter Stočko. Spoštovani podžupan Andrej Erjavec. Spoštovana častna občana občine Ravne na Koroškem, gospod Maksimilijan Večko, domicilni občan, gospod Peter Ozmec. Spoštovana ravnateljica vrtca Ravne, gospa Mateja Hovnik. In da združimo pozdrav, ga namenjamo vsem svetnicam in svetnikom občinskega sveta, predstavnikom občine, direktorjem, ravnateljem in predstavnikom javnih zavodov, institucij in podjetij. Dovolite še pozdrav predstojnici Zavoda za šolstvo območne enote Slovenj Gradec, Romani Košutnik. In posebej srčen, topel in prijazen pozdrav slavljencem, otrokom, staršem, občankam in občanom, zaposlenim v vrtcu, spoštovane upokojenke, nekdanji zaposleni, vabljeni gosti in predstavniki medijev, naj vsem skupaj velja prijazna dobrodošlica ob prazniku vrtca Ravne na Koroškem. Zgodba vrtca na naših tleh sicer močno presega okvir 80 let. Sega še v nekdanji Guštanj in v čisto druge čase. Bere se kot zgodba iz romana, ko je okupator v najhujših letih zgodovine okoli leta 42-43 postavil za otroški vrtec barako, v katerem je bila zaposlena gospa Sofija Lipovnih iz Guštanja. V popisu inventarja Krajevnega ljudskega odbora Guštanj je prvi vrtec bila baraka, ena igralnica, v kateri je bil en regal z igračami, klop, 2 zaboja igrač, 2 mizi in okoli 10 stolov. Organizirano varstvo predšolskih otrok se je odvijalo na več lokacijah, od Tolstega vrha do Kotelj, tudi v šolah, saj je bila tako logistika najlažja. Ker pa vse do leta 1945, torej 1945, ni pisnih virov, smo kot jubilejno leto oziroma začetno leto organizirane predšolske vzgoje na Ravnah na Koroškem vzeli leto 1945. Danes, 80 let pozneje, se zavemo, da vrtec ni enak vrtcu in da smo prav pogosto na vsakodnevnih poteh na razpotju. Takole razpotje opiše Tone Pavček. Majhan je deček obstal pred velikim razpotjem in je gledal in je iskal, kot prava pot zanje. Tedaj je metulce kin zakrilil skrili čez polje in je stekel za njim deček židane volje.
Ne da bi gledal kot, ali na levo ali na desno, pa je vseeno našel pot v življenje najbolj zaresno. A še preden življenje postreže vse dogodke zabavne, ga zanese v vrtec naravne. Ko smo otroke spraševali, kaj počne ravnateljica vrtca Mateja, so povedali: ravnateljica ima vedno veliko dela, skrbi za vse. Nekdo je celo dejal, da brez nje vrtca ne bi bilo. Veseli smo, da je in da svoje delo živi. K pozdravnemu nagovoru ob današnjem prazniku vabim spoštovano ravnateljico vrtca Ravne, gospo Matejo Hovnik. Danes jo pa imam tremo. To je trema veselja, sreče, zadovoljstva, predvsem pa trema ponosa. Hvala, da ste prišli, si vzeli čas, da z nami obeležite ta visoki jubilej. Še posebej veseli pa smo, da nas je danes obiskal gospod minister, dr. Vinko Logaj. Namreč minister bi mogel danes biti na 3 lokacijah, 3 povabila je dobil. Odločil se je za Koroško in vrtec Ravne na Koroškem. Hvala vam. Spoštovani zbrani, vrtec Ravne na Koroškem praznuje 80 let. 80 letij delovanja organizirane predšolske vzgoje. Skozi čas je predšolska vzgoja v Sloveniji in s tem tudi na Ravnah na Koroškem dobivala jasnejši pomen in vse pomembnejšo vlogo. Predšolska vzgoja je prva stopnja v vertikali vzgojno-izobraževalnega sistema v razvoju otroka. V vseh teh letih je bil naš vrtec prostor za igro, učenje, odraščanje in ustvarjanje spominov. Menjavali so se pristopi, strategije in metode dela, s katerimi smo pristopali do otrok, a vrednote, osnovane na zaupanju, spoštovanju in toplini do slehernega otroka, ostajajo ves čas. 80 let ni le številka, ampak je čas, v katerega so vstopale generacije otrok, ga raziskovale, se učile, rasle in razvijale. Naš vrtec je vedno nudil prostor za radostno igro, ustvarjalnost in socialni razvoj, kjer so otroci lahko sanjali, raziskovali in postajali boljši ljudje. Otrok današnjega časa je kakor seme posejano v hitro rastočem gozdu tehnologije in sprememb. Raste in cveti, a potrebuje skrb, ljubezen in čas, da se ne izgubi v senci sveta, ki ga obdaja. Predšolska vzgoja v Sloveniji je danes na vzorni ravni, z njo se lahko pohvalimo širom sveta. Dotakne se vsakega otroka, vključuje otroke s posebnimi potrebami, daje jim možnost za optimalen razvoj, nudi tolažbo, daje pogum, kakovostno prehrano in igro, prostor in materiale, veselje in spodbudo, spoštovanje in zaščito, učenje ter vrednote za življenje. Zavedamo se, da moramo vzgajati tako, kot si želimo, da bo družba v prihodnosti živela in ravnala. Smo zgled otrokom in vsem, ki vstopajo v naše prostore. Zato sta sodelovanje in zaupanje vseh še kako pomembna. Ob jubileju bi se rada iskreno zahvalila vsem zaposlenim, ki ste in še vedno z vsem srcem in predanostjo soustvarjate naš vrtec. Vaša strokovnost, ustvarjalnost in skrb in ljubezen do otrok so tisti temeljni gradniki, zaradi katerih naš vrtec danes stoji ponosno in se lahko pohvali z uspešnim delovanjem v vseh teh 80 letih. Vsak dan izpolnjujete svoje poslanstvo in otrokom omogočate, da se razvijajo v varnem, ljubečem in spodbudnem okolju. Ponosna sem na vsak trenutek, ki ste ga dali temu vrtcu in otrokom. Hvaležna sem tudi vsem staršem, ki ste otroke zaupali v našo skrb in vzgojo. Hvala, da nas podpirate na tej poti. Hvala za sodelovanje, pomoč in za to, da skupaj ustvarjamo prostor, kjer so naši otroci deležni najboljšega začetka za svojo prihodnost. Ponosna sem tudi na našo lokalno skupnost, občino ustanoviteljico s gospodom županom dr. Tomažem Roženom na čelu, ki nas podpira in omogoča, da smo del te čudovite zgodbe. Brez vaše pomoči, sodelovanja, ljubezni do otrok, našega kraja in vrtca, ne bi bili to, kar danes smo. Dragi otroci,
Vi ste naše največje bogatstvo. Vaša radovednost, smeh, igrivost nas vedno znova navdihujejo. Vi ste tisti, ki nas spomnite, kaj pomeni uživati v preprostih stvareh, si prizadevati za rast in se veseliti vseh drobnih uspehov. Vi ste tisti, ki s svojimi koraki, risbami, zgodbami in igrami ustvarjate prihodnost. Ob tej okrogli obletnici ne morem, da se ne bi zahvalila vsem, ki ste pustili pečat v teh 80 letih. Vsak korak, vsaka sprememba in vsak otrok, ki je prečkal prag našega vrtca, so prispevali k naši zgodbi. In ta zgodba se nadaljuje. Naj bo polna izzivov in priložnosti, hkrati pa tudi upanja, veselja in čarobnosti. Skupaj smo ustvarili vrtec, v katerega verjamemo in na katerega smo ponosni. Skupnimi močmi bomo tudi v prihodnje ustvarjali prostor, kjer bo vsak otrok odraščal, se učil in se počutil sprejetega. Skupaj bomo poskrbeli za prihodnost, polno sreče, topline in ljubezni. Z vsemi močmi bom skrbela za to, da bo naš vrtec v prihodnjih letih še naprej gradil na kakovosti, strokovnosti in predvsem na dobrih medsebojnih odnosih. Predvsem pa naj bo osredotočen na to, kar je najpomembnejše, na otroke in na to, da bomo vsi, tako zaposleni kot tudi starši in ostali deležniki, sodelovali v duhu skupnosti in strpnosti. Ponosna sem, da sem lahko del te zgodbe. Ob 80. obletnici našega vrtca se zahvaljujem vsakemu posamezniku, ki je prispeval k temu, da danes skupaj praznujemo ta čudoviti mejnik. Hvala vsem za zaupanje, sodelovanje in predanost. Srečno vrtec Ravne na Koroškem. Hvala lepa. Pisalo se je leto 1956. Takrat marsikoga med nami še ni bilo, niti spoštovanega ministra, doktorja Vinka Logaja, niti župana občine Ravne na Koroškem, doktorja Tomaža Rožena. Je pa to leto, ko je svoje prostore v samostojno upravljanje dobil najstarejši vrtec na Ravnah, vrtec Marjetka. Nosil je ponosno ime po partizanki Marjetki. In vestne tovarišice vzgojiteljice so že takrat skrbele za pester nabor vsak dan naših dedkov, očetov in mamic. In po svoji najboljši moči, kljub pomanjkanju, organizirale najrazličnejše dogodke za otroke. Pustovanje, tetka jesen, dedek mraz, dan pomladi, teden mater in otrok in še mnogo drugih. In prav v 80 letih je v tem vrtcu igrače razmetaval, pel kuža pazi in obuval copatke tudi naš župan, dr. Tomaž Rožen. Danes ponosno gleda na 80 leti vrtca, ki je iz skromnih, a trdnih in zanesljivih temeljev na plečih predanih in odgovornih ljudi ter nebroj generacij Ravenčank in Ravenčanov najrazličnejših profilov, zanimanj in poklicev prerasel v vzor organiziranega varstva našega največjega bogastva, naše prihodnosti, naših otrok. K besedi vabim župana občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaža Rožena. Prosim. Spoštovani zbrani, lep pozdrav v imenu občine Ravne na Koroškem. Najprej seveda lepo pozdravljam gospoda ministra, ki pokriva šolstvo Republike Slovenije, spoštovana ravnateljica našega vrtca Ravne. Res je, kot mi je bila dana iztočnica, sam sem obiskoval vrtec Marjetka, ki pravzaprav danes ne deluje več, kajti seveda preselili smo to dejavnost v druge zgradbe, vendarle pa seveda imamo mnogi Ravenčani, ki smo takrat živeli na Javorniku, lepe spomine na vrtec Marjetka, spominjamo se raznih bolj ali tudi kakšno manj prijetno zgodbo. Ampak o tem morda danes ne bi. Ob 80. obletnici torej čestitam našemu vrtcu Ravne, jubilantu z 80 svečkami na torti. V prvi meri čestitam seveda zaposlenim z načelo ravnateljico vrtca Ravne, ki skrbi za naše otroke, naše najmlajše občane in občanke. Od vas je odvisno, kakšen pravzaprav je vrtec, zato se vam seveda zahvaljujem za te tople odnose, za strokovnost, kot ste omenili, za ljubezen, ki jo vedno čutimo do otrok in pa predvsem to, da se zavedate, da so otroci v središču vaše pozornosti v seveda naših vrtcih. V drugi meri se zahvaljujem tudi vsem, čestitam pravzaprav vsem staršem, ki ste danes zbrani. Veseli me, da vas je toliko, težko je napolniti to dvorano osnovne šole Prežgovega Voranca in danes lahko rečem, da je skoraj polna, nekaj rezerve je še.
Tudi vam čestitamo vaši obletnici, vaši otroci, seveda so tista generacija, ki se bo spominjala, da je bila v vrtcu, ko smo praznovali 80 let vrtca. Upam in verjamem, da ste seveda z vrtcem zadovoljni. Naloga občine je, da gradi vrtce s pomočjo države, medtem ko seveda sam proces organizira tako države kot vzgojiteljice. Pred kratkim smo postavili nov vrtec, v katerem je še nekaj prostora. Nameravamo zgraditi še nov vrtec v Kotljah, posodobiti vrtec tudi na Javorniku, tako da bodo vse 3 naše enote res v vrhunskem stanju. In kot rečeno, nekaj prostora v vrtcu še bo, zato polagam ob tej 80. obletnici vsem mladim, ki ste še tako mladi, da še lahko imate otroke, da si želimo seveda napolniti naše vrtce, tako da vse priporočamo, da bi se na Ravnah rodilo čim več otrok, tako da veselo na delo. Obenem pa ob tej čestitki, pa s tem zaključim, vidim tudi najmlajše med nami še v jaslicah. Zahvalim se vrtcu tudi v tem širšem smislu, kajti vrtec Ravne se z vašimi otrocmi vedno odzove, vedno je prisoten na prireditvah, nikoli ne manjka vrtec, tudi starši obiskujete prireditve ob nastopih svojih otrok, tako da seveda lahko rečem, da z vidika lokalne skupnosti je vrtec pomemben družbeni element, stičišče generacij in želim si ob 80. obletnici, da bi ostal takšen tudi naprej. Zatorej še enkrat čestitka v imenu občine Ravne na Koroškem ob vaši 80. obletnici. Vsak vrtec ima svoj zunanji videz, ima svojo barvo, dimenzije, vsak ima svojo posebno energijo, lastno dušo, ter skupaj z otroki, starši in zaposlenimi svojo lastno pot poslanstva. Tako imajo tudi naše enote, Solzice, Ajda in Levi Devžej, ki so poimenovane po črticah našega največjega literata Prežihovega Voranca, svojo lastno zgodovino, svojo pot lastne identitete in hkrati skupne vizije in zaprisege, da je otroštvo eno samo. Brezskrbnost naj otrokom zavedno ostane v lepem spominu. Samo z medsebojnim zaupanjem in spoštovanjem ter spoštljivim sodelovanjem lahko prispevamo k celovitemu razvoju otrok, tako starši kot vzgojitelji. Otroci, ki živijo v današnjem času, so otroci tukaj in zdaj. Kaj bodo pridobili danes in razvili, bodo jutri prinašali naprej, naslednjim rodovom. In ker se dobro vedno z dobrim vrača, iskreno upamo, da smo jih opolnomočili za vse, kar se nam bo slej kot prej vrnilo. Najmodernejša je enota Solzice. Luč sveta je ugledala leta 2022. Kar nas posebej veseli, pa je dejstvo, da število otrok in potreb raste. Vrtec je močno vpet v lokalno skupnost. Sodeluje z večino društev, klubov, tukaj so dobrodošli najrazličnejši ljudje najrazličnejših poklicev. Najboljši obiskovalci in nastopajoči na naših dogodkih so prav vrtčevske pevke in pevci. Ozaveščamo, zabavamo se, skupaj učimo in rastemo. Preraščamo okvirje, preraščamo leta, enote, število oddelkov. Od 17 otrok, vključenih v varstvo v času guštanja, se je število slednjih povečalo na skoraj 400 otrok v letu 2025 v mestu Ravne, kar je zavidljiva številka in terja našo hvaležnost za dobro opravljeno delo ter nenehen razvoj. Spoštovane, spoštovani, počaščeni in res ponosni smo, da je danes z nami tudi spoštovani minister za vzgojo in izobraževanje Republike Slovenije, dr. Vinko Logaj. Spoštovani in cenjeni minister, dr. Vinko Logaj, prijazno povabljeni k besedi. Spoštovani gospod župan, dr. Tomaž Rožen, spoštovani poslanec, gospod Jani Prednik, spoštovana podžupana, spoštovana ravnateljica Mateja Hovnik, spoštovane vzgojiteljice in vzgojitelji ter ostali zaposleni v vrtcu, spoštovani starši in visoki gostje, ter seveda sem mislil, da se bom okrog obrnil, pa bom rekel, dragi otroci, ampak verjetno še pridejo. Lepo pozdravljeni. Naj se vam na začetku iskreno zahvalim za povabilo. Moram povedati, da sem ga z veseljem sprejel, tudi zaradi vztrajnosti gospe ravnateljice. Hkrati
hkrati pa izrekam iskrene čestitke ob 80. obletnici vašega vrtca, ki nekako sovpada z obletnico konca druge svetovne vojne na slovenskih tleh. Korošci ste bili skozi zgodovino ob vseh družbeno-političnih in družbeno-ekonomskih spremembah večkrat pred težkimi preizkušnjami, a vedno znova pokažete, da sta tu doma samozavest, neustrašnost, ponos, pokončni ljudje, ki se izzivov zlahka ne ustrašite, saj razumete pomen miru, svobode in pravice za življenje v sožitju ter ustvarjalnost v skupnosti. Zato najbrž tudi ne preseneča naziv, ki ga je prejela občina s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, občina prijazna zdravju, hkrati pa tudi ne verjetno zavzemanje za naziv, kot sem prebral, dojenju prijazno mesto in številnim aktivnostim, ki so usmerjene v skrb za zdravo življenje. Prelomno leto 1945 je s koncem najhujšega prineslo nov zanos in upanje za prihodnost, in to velja tudi za predšolsko vzgojo, ki je kmalu postala ključni del vzgoje in izobraževanja, obenem pa so otroci in vrtci, kot je tudi na Ravnah na Koroškem, postali pomembni sestavni del lokalne skupnosti in njenega delovanja v korist otrok in odraslih ter širše družbe. Danes slovenski vrtci veljajo za odlične, kar nam pritrjujejo tudi svetovne organizacije, kot tudi najpomembnejši deležniki, in to ste starši in otroci. V javne vrtce je v zadnjem starostnem obdobju v Sloveniji vključenih več kot 90% otrok in Ravne na Koroškem beležite celo nekaj odstotkov večji delež vključenosti. Te številke potrjujejo, da se tako občina kot tudi ravnateljica in vsi zaposleni zavedate velike odgovornosti pri skrbi za varnost in zdrav razvoj vaših otrok. Sodobni časi nam prinašajo hitre družbene spremembe, sistem vzgoje in izobraževanja pa se mora nanje prilagajati učinkovito, a predvsem preudarno in na podlagi temeljitih razmislekov. Veseli me, da sem z vami ravno na današnji dan, ko je na vladi potekala razprava o prenovljenem zakonu o vrtcih, ki je usmerjen v krepitev vloge javnih vrtcev v slovenski družbi. Verjamem, da bo razprava na naslednji seji vlade zaključena in bo zakon poslan tudi v Državni zbor. Spremembe na sistemski ravni bodo omogočile lažje izvajanje poslanstva javnih vrtcev v skrbi za zdravo odraščanje in razvoj najmlajših članov naše družbe, to je otrok, ki jih lahko tudi z lastnim zgledom učimo temeljnih vrednot spoštovanja, empatije, vedoželjnosti, samozavesti in solidarnosti. Čestitke torej še enkrat ob vašem visokem jubileju, željami, da si še naprej prizadevate za kakovostno delovanje vašega vrtca in prepoznavate priložnosti za rast kolektiva in slehernega posameznika v njem. Dragi otroci, želim, da se razveselite vsakega jutra, ko se ponovno skupaj s starši odpravite proti vrtcu in v njem počnete to, kar pravi vaša himna. Naj se pleše, raziskuje, nove ideje vsak dan sekuje. Srečno in hvala lepa. V program, ki sledi, so vse sile in moči vpeli vsi, ki dnevno stopajo v otroški svet skozi čarobna vrtčevska vrata.
Kajti, ko stopiš skozi čarobna vrata vrtca, te vase posrka igrivost, radovednost, prijateljstvo, pesem, iskrenost in moč videti svet skozi otroške oči. Program Vrtec in lokalna skupnost ter predvsem napotke za vse obiskovalke in obiskovalce, torej vse nas, spoštovane, spoštovani, nam bo predstavila vodja razvojnega tima in organizacije današnjega praznovanja, vzgojiteljica Mihaela Hovnik. Spoštovani, danes skupaj praznujemo 80 let vrtca Ravne na Koroškem. 80 let igre, učenja, topline in nepozabnih otroških spominov. Današnji dogodek je rezultat srčnega sodelovanja vseh nas, otrok in zaposlenih. Skupaj smo načrtovali, stvarjali, si delili ideje, si pomagali in soustvarili čudovit projekt, ki odseva naš vsakdan. Vsaka roka, vsak nasmeh, vsaka iskrica v očeh je prispevala k današnjemu prazniku. To je naš skupni uspeh in dokaz, kaj se zmoremo, ko združimo moči. Še posebej hvala vam, dragi otroci. Vi ste srce našega vrtca. Svojo igrivostjo, radovednostjo in domišljijo ste največji ustvarjalci današnjega praznika. Ponosni smo na vsak vaš korak. Spoštovani gostje, v današnjem programu vam bomo skozi ples, gibanje in domišljijo prikazali utrinke iz vsakdanjega življenja našega vrtca. Poseben poudarek smo namenili povezovanju z okoljem in spoznavanju različnih poklicev. Z otroki smo obiskovali ustanove, sodelovali z lokalnimi podjetji, v vrtec smo povabili strokovnjake in ljubitelje svojega poklica, ki so otrokom na zanimiv način približali svoje delo. Prve izkušnje so ključne. Ravno te gradijo most med otroki, družbo in svetom dela, ki jih čaka v prihodnosti. A otroška domišljija ne pozna meja in ni le zabava, temveč je temelj za radovednost, ustvarjalnost in reševanje izzivov, ki jih prinaša življenje. Danes vas bodo otroci popeljali v svet, kjer so sanje resničnost, vsak gib pa pripoved. Spontano, svobodno in z vsem srcem bodo ustvarjali na odru, brez strahu pred napakami, saj tu ni prostora in ni napačnih korakov. Spoštovani gostje, dovolimo otrokom sanjati. Otroci vidijo svet drugače, bolj barvito, čarobno in polno možnosti za lepši, boljši jutri. Za nemoten potek programa pa vas vljudno prosimo, da s ploskanjem počakate do konca prireditve. Takrat bomo skupaj z glasnim aplavzom nagradili vse naše male plesalce za njihov trud, pogum in iskrice v očeh. Hvala.
nikoli od njega podal se ne bom. Pod lipo domačo najrajši sedim, domačem veselju najslajše živim. Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la, domačem veselju najslajše živim. Ki so tiste stezice, so včasih bile, zdaj pa raste grmovje in zelene travi. Zdaj pa raste grmovje in zelene travi.
Upamo, da smo vas uspeli prepričati, da se v vrtcu Ravne dogaja čarovnija. Danes smo skozi otroške oči in plesne korake stopili v čarobni svet poklicev. Postali smo zdravniki, gasilci, učitelji, kuharji in še mnogo več. Vsak poklic je poseben, vsak ima svojo zgodbo. In prav vsak izmed nas lahko nekoč postane točno tisto, kar si želi. Naj vas ples in domišljija vedno vodita po poti odraščanja, saj je življenje najlepše takrat, ko mu dodamo kanček igre, veselja in sanj. Pred kratkim je vrtec s 23 oddelki razveselil še en, nov, 24. oddelek, ko se skozi vrata pogumno stopa še 13 najmlajših otrok, ki že z zanimanjem raziskujejo novo okolje. A pozor! Krog je sklenjen šele takrat, ko z roko v roki stopimo skupaj. Ko stopimo skupaj lokalna skupnost, starši in zaposleni, z močno podporo ravnateljice za dobrobit naših otrok. Ob tej posebni priložnosti ne moremo mimo iskrene zahvale vsem otrokom, vsem staršem, sodelavcem in prijateljem vrtca, ki soustvarjate našo zgodbo. Hvala vsem, ki ste omogočili, da je ta program zaživel. Hvala institucijam, podjetjem, strokovnjakom in mentorjem, ki ste z veseljem delili svoje znanje z našimi otroki. Iskreno daš, vedno ne dobiš nazaj. Žal je pač tako, nič za to. Naj te ne skrbi, vse z razlogom se zgodi. Kup dobrih ljudi prileti. Pogledaš jih v oči, vidi se, čuti se, kaj kdo je. Če verjameš v ljudi, prav lepo je živeti, mar ni. Najdi smeh v ljudeh, vredno je. Kdo prijatelj je, vidiš, ko ti je hudo. On roko poda, s tabo je. Ko drugi te rani, stoji ti ob strani. Ko ti je hudo, s tabo je. Če verjameš v ljudi, ko pogledaš jih v oči, vidi se, čuti se, kaj kdo je. Če verjameš v ljudi, prav lepo je živeti, mar ni. Najdi smeh v ljudeh, vredno je. Kot iskrenosti, dobroti in veselju, tudi hvaležnosti ni meja.
Zato naj posebna zahvala velja ravnateljici vrtca Ravne, Mateji Hovnik, ki z vizijo, srcem in predanostjo vodi naš vrtec. Ob njenem zaupanju in podpori lahko skupaj sanjamo, rastemo in ustvarjamo čudovite trenutke za otroke, za starše, za vse nas, ki soustvarjamo to srčno zgodbo. Vredno je, ker tam pod Uršljo goro stoji vrtec, kjer se igra spreminja v čarovnijo, kjer domišljija pleše v barvah otroštva, kjer vsak novi dan prinaša novo dogodivščino in kjer je smeh nalezljivo nagajiv kot svež pomladni veter. In zdaj, drage male in dragi veliki prijatelji, zapojmo na ves glas. Naša zgodba nikoli ne gre spat. Čas je za našo vrtčevsko himno.